večer. Začenjamo četrto beletrino debato, ki nosi naslov Vloga poezije danes. Pogovarjali se bomo o vlogi poezije na različnih nivojih, tako v širšem družbenem kontekstu, kot tudi v samem polju literature. Eno glavnih vprašanj, na kar nakazuje že naslov, pa je vloga poezije danes drugačna, kot je bila v preteklosti. O tem bom razpravljal z dvema pesnicama in pesnikom. Z menoj so, naj jih na kratko predstavim, Nina Dragičević, pesnica, esejistka, skladateljica, doktorica sociologije, avtorica 5 knjig, od tega sta 2 pesniški, Ljuba vreče greva iz leta 2019 in To telo pokončno, ki je šla leta 2021 in za katero je avtorica prejela Jenkovo nagrado. Sicer je bila Nina Dragičević za svoje ustvarjanje nagrajena še Župančičevo nagrado in bila tudi vitezinja poezije, ko je prejela obe nagradi, tako nagrado strokovne žirije, kot tudi nagrado občinstva. Nina Dragičević je članica Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN. Nina, dobrodošla. Za začetek eno kratko uvodno vprašanje. Kako pravzaprav ti prepletaš poezijo in glasbo? Mislim, da je ta preplet pri tebi najbolj izrazit od vseh avtoric in avtorjev pri nas. Dober večer. Enostaven odgovor bi bil, da jo prepletam zlahka. Zato, ker jo ne razumem kot 2 striktno ločeni polji, tako kot pravzaprav ničesar v naših življenjih in v družbi ne razumem kot serijo nekih ločenih polj. Ampak, če se osredotočim prav na poezijo in glasbo, jo razumem kot 2 izrazna medija, za katerega izmed njiju se v kakšnem trenutku odločim, je pravzaprav odvisno bodi si čisto od nekega počutja, zlasti pa od tega, kaj je tisto, kar želim skomunicirati, skratka spustiti v javnost, kakšno podobo ali pa formo si neka misel zasluži, da bi lahko res zazvenela pravzaprav, kar velja tudi za poezijo, na način, kot se mi zdi, da je ustrezen. Sploh pa imamo vsaj v zadnjih, 5 desetletij res opravka z izjemnim pretakanjem form in zvrsti, neko hibridizacijo, pa tudi sicer je za mnoge avtorje značilno, kot vemo, da ustvarjajo na več področjih. Na misel mi takoj pride recimo John Cage, ki ga poznamo kot skladatelja, kot pesnika, pravzaprav je tudi ogromno slikal in tako naprej. Skratka, predvsem se mi zdi nesmiselno karkoli v življenju ločevati na posamezna področja. Sveta ne dojemamo skozi eno čutilo naenkrat, ampak vedno nekako celostno, kar se mi potem zdi tudi edini zares smiselen način ustvarjanja. Mogoče bi lahko rekla, da me celo začne skrbeti, ko opazim koga, ki se ukvarja recimo samo eno stvarjo. Me začne malo skrbeti. Hvala. Naslednja gostja, Ana Svetelj, pesnica, pisateljica, glasbenica, antropologinja, raziskovalka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pripravlja tudi doktorat na temo družbeno-kulturnih vidikov svetlobe, teme in vremena na Islandiji. Do zdaj je izdala 2 knjigi, leta 2015 je šel njen pesniški prvenec Lepo in prav, leta 2019 pa njen prozni prvenec, zbirka kratke proze Dobra družba. Tik pred izidom je njena druga pesniška zbirka z naslovom Marmor. Ana Svetelj je članica Društva slovenskih pisateljev. Ana, dobrodošla. Tudi zate eno uvodno vprašanje. Tudi ti si tesno povezana z glasbo. Je glasba imela vpliv na tvoje literarno ustvarjanje?
Ja, dober večer vsem. Zagotovo je imela glasba nek vpliv na moje literarno ustvarjanje, če tudi ne tako neposrednega, mogoče kot pri Nini. Ampak kar recimo mi je ukvarjanje z glasbo dalo, je neko približevanje razumevanju strukture, kjer v bistvu, po mojem mnenju, poezija sledi nekim zakonitostim glasbe, tega, kdaj je dih, kaj pomeni dih, kaj pomeni nek motiv, kaj pomeni, ne vem, v 4 ali pa 8 taktih izpeljati neko misel ali pa nekaj ponuditi poslušalcu. Tako da v tem mogoče slišanju gradnikov tega, kar ustvarja tako neko skladbo kot seveda pesem, mislim, da vidim neke usporednice oziroma da mnogokrat poezija mogoče sledi glasbi. V tem smislu vidim to, kar je v poeziji glasbenega, kot to, kar prvenstveno je glasba, ki nosi zvok, ki razume zvok. Tako jaz to vidim, poezija pa temu sledi oziroma zrcali to, kar nosi glasba prvenstveno v sebi. Hvala. In še naj predstavim gosta Milana Deklevo, pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, prevajalec, skladatelj, glasbenik, bil pa je tudi novinar in urednik. Za sabo ima precej obsežen književni opus, ki obsega okoli 20 pesniških zbirk, pa okoli 10 proznih knjig, pa 3 zbirke esejev in kar nekaj del za otroke in mladino. Za svoje literarno ustvarjanje je prejel vse najpomembnejše literarne nagrade pri nas, Prešernovo, Veronikino, Jenkovo, Rožančevo nagrado, pa nagrado Kresnik. Milan Dekleva je tudi član Društva slovenskih pisateljev. Milan, dobrodošel. Milan, ker sem že obe gosti spraševal o povezavi literarnega in glasbenega ustvarjanja, bom za uvod to vprašal tudi tebe, navsezadnje je glasba tisto, se mi zdi, kar vas na nek način najbolj povezuje. Tudi sam si pravzaprav neločljivo povezan z glasbo in z literaturo. Kakšne so povezave med literaturo in glasbo? Kaj se pesnik recimo lahko nauči od glasbenika? Nekaj je že omenila Ana, pa vendar. Ste tako lepo govorili, da imam jaz zožen manevrski prostor. Bom kar rekel to, kar sem rekel včeraj, ko smo nastopili na radiju Salamandri, da je glasba mehčalec poezije. Se pravi, da mehča pomen v tem smislu, da pomen ni več tako zakoličen in trden, ampak je vrnen v čas in zato lebdi in ga je treba kar naprej zasledovati. Hvala. Predlagam, da vam zastavim eno uvodno vprašanje za vse vas, ki se mi zdi precej pomembno in gre sicer v smer tega razmisleka, kaj pravzaprav in kakšna je danes in kakšna naj bi bila danes poezija. Namreč, kakšna je kondicija slovenske poezije, oziroma če vprašam nekoliko drugače, je danes slovenska pesniška krajina drugačna, kot je bila v preteklosti in kakšna pravzaprav je? Pa bi morda ti začela, Ana, na moji desni. Ja, hvala. Ko sem razmišljala malo o tej tematiki, mi je prišlo na misel to, kako zelo razdrobljena je danes pesniška krajina, ampak razdrobljena v dobrem smislu. Da obstaja v Sloveniji trenutno izjemno veliko dosti različnih pesniških glasov ali pa pesniških tokov, pesniških smeri, torej ta neka heterogenost pesniškega prostora. To je ena stvar. Druga stvar, ki mislim, da jo pač moram poudariti, če razmišljam o primerjavah z preteklostjo, je pa seveda to, da danes piše in objavlja neprimerljivo več žensk kot verjetno kadarkoli.
in da tudi ženske, ki danes pišemo ali pa objavljamo, več tega ne rabimo ali pa no, upam, da se ne bom kaj prehitro rekla, ampak da več ni te potrebe potem, da bi pojasnjevali svojo vlogo ali pa svoje mesto v literaturi. To dvoje, s tem mogoče bi začela. Pa. Milan, isto vprašanje. Kako ti vidiš danes slovensko pesniško krajino? Se pridružujem Aninemu mnenju. Mislim pa, da je res vzpon pesnic neverjeten in jaz z občudovanjem gledam na veliko število različnih glasov, ki prihajajo z ženske strani in to se mi zdi imenitno. Se pravi, da smo lahko kar zadovoljni. In še Nina? Ja, očitno bomo nocoj kar tako precej soglasni tukaj, ne, tako da ne vem, kako nosite dobro. Mislim, tega vprašanja se vedno lahko lotimo z več zornih kotov in vedno bomo dobili različne odgovore. Po eni strani lahko rečemo, kot sta že moja kolega nekako nakazala, da je pesniška sfera danes izrazito bogata. Toliko je nekih novih avtorjev in avtoric, da komaj slediš. Tudi revije, recimo kar nekaj, potem imamo zelo zanimive skupine, kot je recimo Ignor, ki ves čas nekako skuša ne samo predstavljati novejše glasove, ampak tudi tiste, ki so mogoče nekako malo izven osrednjega kanona, kar je hudo potrebno. V tem smislu je zelo bogata. Po drugi strani bi lahko rekli, da je zelo revna. Mislim, poezija oziroma pesništvo ali pa umetnost nasploh na Slovenskem je res alfa in omega prekernosti, podplačanosti, v resnici tudi podrejenosti, neki splošni neumnosti, o čemer tako lepo piše recimo Karlo Cipolla, slabi bralni pismenosti in tako dalje, ker vse pravzaprav nekako vpliva na življenjske pogoje avtoric in avtorjev, brez katerih te pesniške krajine, o kateri se danes pogovarjamo, sploh ne bi bilo. In v tem smislu je revna. Ne? Kar se mi zdi posebej v zadnjih desetletjih zanimivo je nekaj, s čimer se mogoče navezujem na to, kar je že Ana omenila, ta neka specifična heterogenost in v bistvu celo razpršenost. Ne. V prejšnjih obdobjih smo vedno nekako, vsaj tako se zdi danes, ne, imeli opravka z nekakšnimi generacijami pesnic in pesnikov. Skratka, nekih skupin ljudi, ki so očitno skupaj potovali, se srečevali, prijateljevali, v tem smislu tudi neke svoje izraze pesniške povezovali med seboj. Ne. Danes, mislim, ne vem, verjetno eden boljših primerov tega so pesmi štirih, ker ste v resnici, Gregor, tudi ti in tvoja ekipa kolegov, pesnic in pesnikov naredili nekaj let nazaj. Ne. Ampak se mi zdi, da od takrat naprej težko govorimo o neki generaciji pesnikov, da se je skratka pesniška krajina bistveno nekako individualizirala, kar bi lahko hitro rekli, da gre za neko neoliberalno individualizacijo, pa odtujenost, pa tako naprej. Zdaj se mi zdi, da bi to mogoče bilo malo površno, da so stvari mogoče vendarle bolj kompleksne, da na vse zadnje mogoče ta nek individualni način delovanja, s katerim smo danes soočeni, niti ni nujno slab. Mogoče zlasti zato, ker vsak princip združevanja ali pa nekega poenotenja vendarle tvega precej reprodukcije in mogoče omogoča manj inovacije. Neko individualno delovanje pa to gotovo lahko omogoča. Ne? Primer takšnega nekega poenotenja, ki mi pride na misel takoj kot nekaj zelo specifičnega za današnje obdobje, recimo, je proliferacija literarnih delavnic. Jaz v tem vidim zelo velik problem. Ne. Kot prvo, umetnost ni obrt, imamo kakšne delavnice neke, ne. Zlasti, ker so praviloma te delavnice namenjene tako imenovanim mladim. In to je način delovanja, ki v bistvu takoj nekemu
posamezniku ali pa posameznici postavi neko avtoriteto, nek že vzpostavljen literarni tok, ne? Saj ne, da ga nujno popolnoma oblikuje, ampak gotovo vpliva na njegov razvoj. Meni pa se zdi, da je res fino avtorico v nekem njenem izhodiščnem obdobju popolnoma pustiti, da pride, da se preizkusi v javnem prostoru. Bomo že videli, kaj se bo potem zgodilo. Ne? Obenem pa je treba reči, da kljub vsemu temu, kar je danes tako zelo popularno, ves čas obstajajo neki literarni oziroma pesniški glasovi, ki radikalno odstopajo od kanonske dikcije in tam, in zlasti tam, mislim, da je poezija v izjemno dobri formi. Ja, hvala Nina. Mislim, da si mi nekako položila novo vprašanje v usta. Je poezija dovolj reflektirana? Zdi se namreč, da to, kar ste zdaj omenili, da je ogromno produkcije, ogromno pesniških različnih glasov, pa vendar se mi zdi, da zadeve ostajajo nereflektirane. Kako je s tem? Nina? Ja, mislim, da Milan? Gre pa tukaj za en čudno brat, da je pa kritika ali pa refleksija poezije in literature zasidrana ali generacijsko ali pa svetovno nazorsko. To se pravi, da vnaprej predpisuje, kakšna naj bi dobra poezija bila, in to se mi ne zdi v redu. Hočem povedati to, da pogrešam tisto, kar smo v 70-ih letih govorili, znotraj tekstualno branje, to se pravi. Ja, postaviti literaturo v nek kontekst, vendar tako, da beremo iz njenega tkanja, iz njenega srca, ne pa obratno. Ne pa pričakovati nekaj, kar naj bi poezija imela in kar naj bi bilo zanjo dobro. Se pravi, iz kritik mora po mojem razstreliti svoje vrednote in vstopiti v poezijo popolnoma nedolžen. Brati iz nje same in poskusiti iz nje graditi nek vrednostni sistem, ne pa obratno. Nina? Ja, bi kar išla iz tega, kar je kolega Dekleva pravkar povedal. Mislim, da bi bilo super, če bi to tako bilo, če bi to sploh bilo možno. Se mi zdi, da nekako se vsi trudijo nekako po svojih najboljših močeh, iz ideologije je težko izstopiti in tako naprej. Skratka, seveda se ves čas nekako postavlja poezija v družbeni prostor, skratka v svet, pa se jo reflektira, pa tako naprej. Sam mislim, da je treba postati takoj previden, ko se vprašamo, katero poezijo in kako. Ne? Vzemimo literarno zgodovinopisje. Najprej je bilo potrebnih ne vem koliko muk, da smo sploh prišli do tega, da se sploh obravnava avtorice. To je trajalo desetletja in desetletja in desetletja. Še danes, če na Društvu slovenskih pisateljev kdo omeni, da kaj pa, če bi se društvo preimenovalo v Društvo pisateljev in pisateljic, se vsem skoraj zmeša, se postanejo popolnoma vijolični. Kaj bi šele bilo, če bi kdo rekel, da imamo danes opravka tudi z avtorji in avtoricami, ki se definirajo oziroma vzpostavljajo neko identiteto, ki so pa popolnoma onkraj tega pisateljica dualizma. Ne? Tako da to mi odgovori na vprašanje, katero ja. Ne? Ampak se ne konča pri tem. Ko so se enkrat literarne zgodovinarke in zgodovinarji začeli sploh ukvarjati s pesnicami in pisateljicami, se je spet začel nov krog izpuščanja in cenzure. Imamo kar nekaj zanimivih tekstov, recimo Nataša Velikonja napisala monografijo, v kateri se izrečno ukvarja in argumentira lezbične motivike in
dogodke, biografske dogodke iz življenj avtoric, pesnic ali pa pisateljic. Ne. To je nekaj, kar se pa kljub temu, da se ukvarjamo z avtoricami, bodi si zanemarja, bodi si celo cenzurira. In temu je treba reči homofobija, ker ni nič drugega kot homofobija. Da bi bila tragedija še večja, pa točno ta izbris ali pa to cenzuro zelo pogosto počnejo prav zgodovinarke. In zdaj, ko pomislim, se tudi tu ne konča. Kakšna 2 meseca nazaj, ali koliko, sem imela predstavitev svoje najnovejše pesniške knjige, ki ni zbirka v tradicionalnem smislu, skratka posameznih pesmi, ampak je ena cela pesem, ena dolga pesem, pesnitev. Ne? In to je v bistvu pomembno, zato ker želim povedati. Ne? No in na tem dogodku so imeli obiskovalci možnost komentirati knjigo. Med njimi je bila ena literarna zgodovinarka, ki je marsikomu od nas verjetno dobro znana in je zelo pohvalila knjigo. Zelo se je vse skupaj zdelo super, tako the best. Rekla je celo, da smo Slovenci lahko srečni, ker imamo Nino Dragičević. Kar je po svoje res, ne hecam se, resno mislim. Ampak zakaj smo lahko srečni? Zato, ker je po njenih besedah Nina Dragičević svojim poreklom v slovenski prostor, ki je zgodovinsko po njenem nekako asketski, malo beseden, vnesla neko eksotiko in neko gostobesednost. Z drugimi besedami, stoletje staro modernistično formo dolge pesmi je obrnila v osebni etnorasizem do avtorice in ga spustila v javni prostor. Se pravi, seveda se ukvarjamo in vse kritiki in zgodovinari in vsi blazno ukvarjajo s poezijo, pa so seminari, pa ne vem kaj vse ni, ne. Ampak, kot je rekel kolega Dekleva, to povedno poteka iz zelo specifičnih ideoloških pozicij in to, kar sem naštela, je v resnici realnost poezije na Slovenskem danes. To so nekateri elementi te realnosti, niso edini, še mnogo jih je. So pa vsaj ti 3 takšni, da jih gotovo ne smemo zanemarjati. Jaz bi tukaj mogoče dodala še nekaj in sicer, da je del te razpršenosti, o kateri smo prej govorili, da se kaže tudi pri kritikih ali pa pri kritiški kondiciji, če je to nekako odsev tega, kar si vprašal. In sicer spet, da je večina literarnih kritikov, vsaj po mojem poznavanju, relativno mladih ljudi, ki to počne v nekem obdobju, v nekih prekarnih pozicijah, in da se pogosto izpušča ali pa spregleduje neke glasove starejših pesnikov in pesnic. Oziroma, recimo, če bereš neke kritiške ali pa tekste o poeziji, ki jih pišejo relativno mladi ljudje, ponavadi, ali pa je to mogoče stvar neke moje percepcije, si izbirajo za recenzije dela pretežno mlajših, seveda pač generacije, tukaj zelo raztegljiv pojem, ampak nekaj, kar je kritikom življenjsko, izkustveno, svetovno-nazorsko blizu. In zdi se mi, da med vsemi mnogimi, ki verjetno skupinami, ki zaradi takih in drugačnih razlogov ostajajo spregledane, v tej neki refleksiji recimo produkcije poezije so tudi starejši. Mislim, da imamo v bistvu nek zanimiv primer starizma v percepciji poezije pri nas. Pa misliš, da je to nek generacijski fenomen? Težko bi rekla, mislim, to bi bila samo neka moja hipoteza, ampak mislim, da korenini razlog tukaj v tem, da je preprosto velika večina kritikov in kritičark mlajših od recimo 40 let. Milan, ti, ki si tu zdaj med nami najstarejši, ali ima danes poezija pri nas kakršnokoli vlogo? Namreč zagotovo je imela pred letom 1991, se upravičujem, drugačno družbeno vlogo. Se je pogosto umeščalo recimo v formiranje nekega nacionalnega in to. Po letu 1991 se zdi, da
poezija izgubi ta naboj in je predana sama sebi. Kako ti vidiš vlogo poezije danes? Torej? Ja, in hvala Bogu, da je tako, kajti ta izven ideološkega razmišljanja o tem, da literatura mora nositi neko tezo in neko odzunaj usiljeno idejo, jasno, da je bila pravzaprav blokada za literaturo sama, za ustvarjalnost, ki prihaja z čisto drugačnih pozicij. Vsi vemo, Dušan Perevec je prvi načel to problematiko, ne prvi načel, ampak jo je razvil do te kritične točke, ko je govoril o prešernovski strukturi in postprešernovski strukturi Peslena. Se pravi, on je kot zelo jasno razvil to tezo, da mora literatura se osamosvojiti do te mere, da odloča v sebi sama in da govori sama iz sebe. Se pravi, da ni podaljšek nekakršne ideologije, ampak da ona začenja iz ničelne točke. In zdaj se mi zdi pravzaprav drug problem, da smo mi pa v tem razsutem času, govorili smo o tem, koliko enih razsutih glasov je pravzaprav, kar je po eni strani fino, po drugi strani pa to problem. Zakaj? Ker se je zgubila nekak sled, ena spominska sled o tem, kaj pravzaprav pa so trajne vrednote poezije, ki jih lahko zasledujemo od antike, od Homerja, Lukrecija, Ovidija, pa naprej prek tradicije evropske literature oziroma svetovne literature. Kaj je tisto, kar vendarle kar naprej v poeziji tli in se razrašča v najrazličnejših oblikah. Zdaj se mi zdi pa, da smo nekako preko, in tukaj so tako imenovane tehnološke proteze, kot jih jaz imenujem, mislim tukaj na razna spletna nadzorovanja človeške misli in vsiljevanja neke nove demagogije, ustvarile pa neko res takšno razpršenost, kjer pravzaprav neke koncentracije za tisto, kar je za človeka pomembno in kar je pomembno ravno z vidika poezije ne pride več do nas. Kajti mi se kar naprej sprašujemo o vlogi poezije, o tej obrobnosti poezije, o tej nepotrebnosti poezije iz nekega formiranega sveta, iz tega, ki hoče od ljudi funkcionalnost, ki hoče neko uspešnost. To pa je tisto, čemu se literatura in poezija že od samega nastanka, svojega nastanka tako imenitno upira. Tako da se mi zdi, da moramo mi spremeniti sploh pogled na to spraševanje. Mi moramo štartati iz tega, da je poezija nepotrebna, da je pravzaprav nekaj tako družbeno in kar se tiče ideologije nepomembnega, iz tega moramo štartati kot njene pozitivne pozicioniranosti. Se pravi, to je pomembno in to je tisto, česar zgubiti ne smemo. Ne pa, da kar naprej govorimo o neki kriznosti, o neki obrobnosti, o tem, kako je to malo pomembno za človeka. Ne? Ja,
je malo pomembno, ampak za človeka, ki gleda na dobiček, ki funkcionira kot neko kolesce v stroju kapitalne industrije. Nina? Če smem samo uleteti. Meni se zdi, da moramo biti previdni. Meni se zdi, da moramo res najprej in vedno znova zavrniti te interpretacije, ki poezijo pred letom 91 postavljajo v vlogo tistega, ki tvori nacionalno. Ker to je približno tako, kot če bi rekli, da zato, ker je, ne vem, predsednik vlade lani napisal par kitic o Sloveniji, da zaradi tega je pa vloga poezije danes tvorjenje nacionalnega. Mislim, da moramo biti le precej striktni. Poezija na Slovenskem pred letom 91 je bila zlasti obdobje odkrivanja raznih modernističnih poti, sesuvanja form, nekih novih avantgard pravzaprav, poizkusov na področju vizualne poezije, zvočne poezije, tudi type poetry, nekaj malo, mogoče tudi mail poetry, tega v bistvu ne vem. Skratka, potem so uleteli tako imenovani feministični glasovi, pa homoseksualne vsebine. To je precej bistveno. Obdobje pred letom 91 je pravzaprav bilo obdobje velikega odpiranja. Z letom 91, ko se začne govoriti o veliki svobodi, pa menim, da pravzaprav pride do nekega zatona. Takrat v ospredje pride preoblikovanje družbe v kapitalistično, v iskanje dobička in te neke velike uspešnosti. Pojavijo se novi tradicionalizmi, neki veliki možje se začnejo spet postavljati na neke svoje oltarje, ki jih potem v velikem strahu pred smrtjo skušajo čuvati pred temi nekimi divjimi novimi gibanji, novimi glasovi in tako naprej. Tako da mislim, da je ravno obratno od tega, kakor ponavadi interpretirajo ti dve obdobji. In zdaj, ali poezija v tem, zlasti ko se pojavijo ta neka nova gibanja in nove misli, novi načini pisanja, ali zares zavzame poezija neko vlogo, se mi po svoje, tudi meni zdi v resnici na momente nepomembno. Vlogo poezije vidim onkraj, tudi jaz vidim onkraj funkcionalnosti, funkcionalnega ali pa instrumentalnega delovanja, ne? Razumem jo zlasti kot prostor, v katerem lahko nastajajo prostori. Razumem jo kot prostor, kjer se lahko nekaj zamišlja. Ne rabi nujno obstajati, ne rabi biti tako oprijemljivo, zakoličeno, končno, ampak je prostor res kreiranja prostora, nekega sestavljanja nekih misli, mogoče vse skupaj nejasno in v redu naj bo nejasno, ne rabimo ves čas biti popolnoma razumljeni, ne rabi vse skupaj biti tako zelo linearno. In to dopušča prav poezija, zato ker ne sledi ali pa ne rabi slediti nekim zapovedim slovnice, pa sintakse, pa tako naprej, pa rabe ločil in tako naprej. Lahko se popolnoma premeša. Zlasti pa nima poezija, kot jo razumem, nobene ambicije pripovedovati. In to se mi zdi v poeziji ključno. Nima tega namena, jaz pridem in vam povem, kako je bilo, ali pa kako je, ali pa kako bo. Ampak ves čas samo snuje. In pesnica mora zgolj pozorno opazovati stvari okoli sebe in nekako pri sebi vzgajati to senzibilnost, ki opazovanje v bistvu nujno zahteva, zato da iz tega, kar vidi, lahko razmišlja, kaj pa bi lahko bilo. In da je to nekaj, kar bi lahko bilo, bi mogoče lahko bilo celo boljše, kot je. Ja, Nina, ampak opazovanje, to pomeni tudi pripovedovanje zgodbo že, ne? Menim, da ne nujno. Mislim, gotovo avtorica sama sebi nekaj povesti in ko nekaj opazuje. Ampak v trenutku, ko to spravi v pesem, pa ne rabi povedati, ne rabi pripovedati. To smo pravzaprav dosegli z 20. stoletjem, ko ni bilo več te neke logike, kako ne bi pesem funkcionirala, kako mora biti neka struktura. Jaz lahko vržem na papir 3 črke, zdaj pa si mislite, a sem kaj povedala ali pa nisem.
Mislim, se to se pogosto zgodi, da kdo vrže na papir za 3 črke, kar sploh ni nujno slabo, zakaj pa ne. Se mi zdi, da dopušča poezija neko izjemno sproščenost, ki nam je danes v veliki meri v vsakdanjem življenju odvzeta. In mislim, da nam dopušča to sproščenost ne kar nekje v neki umetnosti, na nekem oltarju, nekje tam izven sveta, ampak točno tukaj, natanko tle, kaj vse lahko mi napišemo na podlagi tega, kar tukaj vidimo. Ne nujno zgodbe, lahko si samo nekaj zamislimo in to, poskušam reči, to si predstavljam v zelo prostorskem smislu, ne v linearnem, skratka jaz povem to in potem temu sledi to, ampak nekaj, kar, to, da je prostorsko, je precej ključno, zato ker onemogoča neko nujnost hierarhične postavitve stvari. Skratka, to je tako, kot je, tole je boljš, tole je slabši in tako naprej, ampak dopušča to neko gibanje, ki nima v svojem prostoru osišča, če veste, kaj mislim. Če lahko še... Ja, dodaj, prosim. Jaz bi mogoče dodala to, da se mi zdi v bistvu, da je današnji čas, da so neki javni diskursi današnjega časa dostikrat intencionalno nejasni, oziroma da se z nekim namenom zamegljevanja zadev, kot da bi se metalo neke dimne bombice, ne? Govorim o javnem diskurzu, ali pa kaj sploh pomeni nekaj izreči, ne? Nekaj napisati, nekaj stati za svojimi besedami, ali pa kaj sploh pomeni izjavljati. In da v kontekstu tega spreminjanja tega, kaj pomeni izreči besedo, da tudi tukaj dobiva poezija pač danes neke zanimive konotacije, ker jaz vidim poezijo, pa vem, da je to pač naivna pozicija, ampak kot govorjenje resnice oziroma iskanje, izrekanje nečesa, kar je zavezano resnici, kakorkoli se to sliši naivno. In mislim, da je v tem smislu tudi poezija, da plava v obratnem toku od tega, kamor plava čas. Ampak v tem smislu pa mislim, da je v resnici ves čas počela to. Tako da je ta prostor svoboden, mislim tega, da poezija lahko samo je, ne? To, kar sta vidva govorila, da nima nobenega vektorja, ne rabi biti v poeziji, nobene smeri, nobene intenzitete, nobene zapovedi, nobenega navodila. To, da si lahko poezija privošči to popolnoma prifuknjeno svobodo, ne? Mislim, da je to tisto, kar je zapisano v jedru poezije. Ja, ampak čim rečemo spontanost, čim rečemo svoboda, pravzaprav nismo povedali kaj veliko, ne. Moramo to potem definirati, kakšna svoboda, kakšna spontanost, ne. Najprej bi pa zelo precizna, na nobenem trenutku nisem rekla svoboda. Rekla Jana in se z njo strinjam, to je neke vrste svoboda, gotovo. Vi ste rekla spontanost in se z vami tudi strinjam. Sproščenost. In spontanost. Kar želim, mogoče poskusim... Sproščenost česa? Sproščenost misli. Mi se rodimo v jezik, postavimo se v jezik, ki ima točno določena pravila, funkcionira na določene načine in smo nekako ujeti v to. Vsaka sprememba zahteva najprej spremembo v jeziku. Če ne spremenimo nekaj v jeziku, spremembe preprosto ne more biti, zato ker je to naš edini način funkcioniranja. Ker želim reči pa je, da poezija že samo s tem, ker se že po svojem formatu in že po svoji ideji nekako pogosto, ne pa nujno seveda, odmika od neke nujnosti pravil. To še ne pomeni, da je subverzivna, daleč od tega. Želim reči pa, da obstaja nek potencial tega premika in potem takem tudi mogoče spremembe jezika in potem takem mogoče tudi družbene spremembe. Poezija, kot sem prej rekla, ni izven sveta. To ni nekaj, kar se preprosto zgodi. To je popolnoma družbeni konstrukt.
že po svoji definiciji poezija sodi v kategorijo literature, literatura sodi v kategorijo umetnosti, umetnost pa je tudi po definiciji v kategoriji družbene produkcije. Mi smo v tem svetu, ni ta svet onkraj nas in ne želim reči, da dajmo kar nekaj nejasnega napisati. Mislim, če bi bilo po moje, bi se celo mnogo bolj v poeziji izogibali metaforam, ker se mi zdi, da predstavljajo predvsem eno veliko distanco. Stvari pa so že tukaj, so zanimive same po sebi. Kar se mi zdi pa, da poezija omogoča, je pa iskanje nekih novih načinov, kako te stvari, ki jih prepoznavamo, ki jih vidimo, pogosto spregledamo, pa potem spet slučajno vidimo, kako se jih da mogoče povezati na neke nove načine. In ti novi načini predstavljajo potencial spremembe, ta sprememba pa na koncu hočemo, nočemo, ker smo v družbi, bo družbena. In to je dobro, poezija ima res možnost to narediti. Morda na tem mestu eno vprašanje, ki se mi zdi zelo zanimivo. Kakšen je potem danes lahko vpliv poezije na družbo in kakšen na posameznico oziroma posameznika? V tem kontekstu, kar je zdaj govorila Nina, recimo. V tem kontekstu mislim, ta debata mi je blazno zanimiva, ampak ves čas me že obhaja misel, da je to debata enega mehurčkov naše družbe, ne? Slovenije. Velika večina Slovencev se ne sreča s sodobno poezijo. Je zadnja stvar, ki so jo recimo brali, ne vem, poezija 19. stoletja ali pa prve polovice 20. Tako da se pogovarjati o tem, kje poezija družbeno je ali pa družbeno biva res na praktično izven vidnega zornega kota neke splošne populacije. Ampak da pa je nek problem s tem mestom poezije, pa seveda kaže, mislim, vsako leto znova kulturni praznik. Ta nek krč, ki se pri nas v javnem diskursu okoli poezije zgodi, če se o poeziji pogovarjaš z ljudmi, ki niso širši del nekih literarnih krogov, pogosto mislim, pride do nekega strahu spoštovanja, ki je povsem kontraproduktivno vsakršnemu branju, kaj šele ustvarjanju. Ne? Tako da je tu, mislim, da je družbeno gledano pri nas ta preresno ukvarjanje ali pa to postavljanje poezije v Sloveniji na nek piedestal, ki se ga ne dotikamo. Ne? Mislim, da to velika večina ljudi poezije ne spremlja, ker se jim zdi to nekaj povsem oddaljenega od njihovih življenj. Mislim, da je to najširši družbeni kontekst pri nas. Milan? Ja, nažalost, nekako verjetno res poezija nekje bistveno pogosto odmaknjena. Mislim, se to vidimo tudi v praktičnih primerih, če pridemo v knjigarne, vidimo, kako je to. Ne? Tam v izložbah knjigarn so šalčke, pa peresnice, pa tu pa tam kakšna kuharska knjiga ali pa knjiga za samo pomoč. Ja, seveda tu vstopi to, kar se mi zdi mogoče en segment ali pa ena skupina, na katero zelo pogosto pozabljamo, zlasti, če se hočemo pogovarjati o tem, kje je zdaj poezija v družbi, kakšna je njena vloga in tako naprej. In to je pozicija bralstva. Mislim, da pogosto pozabljamo, kakšno izjemno odgovornost nad vsemi našimi življenji v resnici, ne samo knjigami, ima bralstvo. Zdaj podatki o tem, koliko ljudi sploh bere knjige, so, ne vem jih na pamet, ampak kolikor vem, so katastrofalni za področje Slovenije. Tudi za razumevanje zahtevnejših tekstov, mislim, da so porazni. Kar seveda za poezijo postane problem. Ker pesem nekako, ali pa pesniška knjiga, konec koncev, ni nekaj avtonomnega, ali pa nekaj avtentičnega, ali pa nekaj, kar stoji samo zase, ampak jo razumem kot nek relacijski objekt. Vedno je nujno mora biti v stiku z nekom, ki jo bere ali pa pač posluša. Ne? In tukaj
seveda vstopi bralstvo. A ne. Bralstvo, bralec ali pa bralka, ali pa če povem na drugačen način, mislim, da ena pesniška knjiga ali pa ena pesem pravzaprav proizvede toliko pesmi, kolikor je bilo njenih branj. Vsaj toliko pesmi. Zato, ker bralec na nek svoj način zajame ta tekst, se sooči z njim, mogoče se sploh ne, pa imamo nek drug problem, mogoče ga razume, mogoče ga ne, mogoče pa popolnoma nepomembno, da se sprašujemo, ali ga razume, ne vem. Nastopa iz neke svoje pozicije, bere drugače, kot jaz pišem, tudi jaz mogoče ne mislim danes isto, kar sem napisala 5 let nazaj, recimo. Ne. Skratka, je skozi to neko razmerje, na katerega pozabljamo, ne. Vedno, sicer pravilno, ampak vedno obsojamo za ta nek specifičen status poezije, bodi si ministrstvo, bodi si založbe, bodi si knjigarne in tako naprej. Mislim, da pozabljamo res na enega najpomembnejših, ki je bralstvo. Tako da, ne vem, če se vrnem k samemu začetnemu vprašanju, ne vem, če res ima kakšno vlogo poezija danes v družbi. Kar pa ne pomeni, da je ne bi mogla imeti. Se mi zdi, da bi lahko imela zelo zanimivo vlogo. Ne vem, če poznate, mogoče ravno zadnjič sem se spet srečala s tem, zato se zdaj spomnim. En esej od Edouarda Glissanta, zlasti enega postkolonialnega pesnika, esejista, pisatelja, je kar dosti napisal o enem konceptu zelo zanimivem, ki bi mu lahko rekli pravica do netransparentnosti. Ne? Skratka, imamo očita tem našim tako imenovanim zahodnim družbam, da vedno hočejo popolnoma uvideti, kaj je pred njimi, v tem svojem iskanju objektivnega, v iskanju resnice in tako naprej, kar je precej avtoritarna pozicija, ker postavi nekaj končno, ne? Čeprav ne rabi sploh imeti take ambicije biti avtoritarna, daleč od tega. No in njegov predlog pa je, da kaj pa, če bi mi vsi skupaj lepo zavzeli pozicijo netransparentnosti, kar pomeni, da ta ideja, da je nekoga, da bi ga sploh sprejeli, najprej treba popolnoma razumeti, videti skozen transparentno, postane odvečna. Skratka, zato, da lahko obstajaš ob meni z neko svojo razliko, še ne pomeni, oziroma ne samo, da ne pomeni, da te moram sprejeti s to razliko znotraj svojega vrednostnega ali pa normativnega sistema, ampak da je bilo mogoče dobro, če jaz te lestvice sistema tega sploh ne bi imela pri sebi. Hočem reči, da bi poezija s to neko svojo idejo o odprtosti, to idejo o odprtosti je mogoče ali po iskanju svobode, kot je prej nekdo od nas omenil, se mi zdi, da bi lahko kot nek specifičen jezikovni poseg igrala to vlogo razbremenitve tako avtorjev kot bralcev od te neke trde drže v iskanju objektivnega, in raje zavzela držo tega, kar je v bistvu že v njej, namreč točno te relacije, te povezljivosti, te ne tako samosti. Menim, da če se bralci, pa tudi avtorji, kot rečeno, tega nekako razbremenimo, da bi lahko bilo kar v redu. Milan, morda eno podvprašanje pod to, kakšen je vpliv poezije na družbo danes, je po tvojem poezija lahko tudi javni prostor? Javni prostor v kakšnem smislu, Gregor? V smislu nastajanja jezika, recimo. Ja, se poezija, se mi zdi, tudi to, kar je Nina dosti obširno razlagala, je ravno to.
da je poezija pravzaprav tista, ki nas kar naprej sooča s problemom razumevanja, s hermeneutičnim problemom. To se pravi, ne samo razumevanja sveta, ampak tudi razumevanja drugega. Poezija ima to moč in to je paradoksalno, da ravno z zatemnitvijo jezika, s polivalentnostjo pomenov, s tem, da je neulovljiva, da je, kot sami rečemo, nekak hermeneutičen problem, s tem postavlja pred nas, s tem lahko pridemo pravzaprav do sveta in do drugega. Ne z enoznačnostjo, ne s tem, kar je možno uporabiti in izrabiti na kjerkoli ideološki način, ampak z zatemnitvijo jezika, s tistim, da smo pravzaprav sami sebi in skrivnost, da smo v sebi negotovi, da ne stojimo na nobeni podlagi, ki bi bila substanca tega sveta, na nobenem izhodišču, ki ga ne bi mogli spodmakniti, ampak nasprotno, da smo Pegazi, da smo leteča bitja, da smo bitja, ki lahko strmoglavijo vsak trenutek, da nas naključje čaka tukaj le za vogalom. In ravno to je, po mojem, smislu poezije, če tako gledamo, da ima poezija vpliv na javni prostor, potem to rečem ja. Nikakor pa ne v kakšnem drugačnem smislu, da bi svet urejali ali pa da bi ga delala preglednejšega ali pa da bi nam ublažila temačnost tega sveta. Ne, nasprotno. Ravno v tem je njena subverzija in v tem je njena moč in v tem je njena trajnost, da vsako sigurnost človekovo, ko skuša delovati z neke pozicije preglednosti sveta in ga potem jasno takoj začne obvladovati, gospodariti z njim, spodreže in pokaže, kako krhka bitja pravzaprav smo. Deloma je Nina že odgovorila na moje naslednje vprašanje, pa vendar, ali naj se poezija odziva na družbeno politično stanje in če kako, Ana? Ja, to je tako vprašanje, na katerem se lahko izkrijejo različna mnenja. Jaz mislim, da se ne more ne odzivati, ampak da se odziva lahko na načine, ki jih samo, mislim, ki jih razume tisti, ki pač poezijo piše, oziroma tudi z neko totalno, ne vem, intimistično ali pa k neki subjektivnosti zavezano poezijo lahko naslavljaš probleme, ki so širši. Mislim, spet ta subverzivnost tega, kaj je tisto, kar recimo vidiš ali pa gledaš kot pesnik, pesnica. Tako da ne more se ne odzivati, ker se tudi nihče od nas ne more ne odzivati. Lahko pa so ti odzivi tako rahlo povezani potem z to izhodiščno, ne vem, družbeno-politično realnostjo, s čimerkoli že. Ta vest tega odziva je lahko tako tanka, da je mogoče potem pri pesmi več, da je komaj da razpoznavna. Ampak definitivno je odziv, ker ne more ne biti odziv. Ampak to bi bil moj odgovor na karkoli vprašaš, če se poezija odziva na v bistvu karkoli. Milan, kakšno je tvoje mnenje pri tem? Ja, se kar strinjam. Nina, bi ti morda še kaj dopolnila, kako ti vidiš, kako naj se pravzaprav poezija odziva na družbeno-politično stanje? Mislim, da Ana je to tako zdaj fino povedala.
Sem rekla že na začetku, da smo zelo tlele nekako soglasni. Izvoli. Jaz sem pomislila, da boš zdaj ti dala tu neko drugo mnenje. Zakaj? Zakaj? Čemu? Ne, strinjam se, ne more se ne odzivati. Karkoli poskuša početi, se vedno odziva. Saj vem, v resnici, Gregor, kar sprašuješ, mislim, nekako se navezuješ na to, da v tem našem prostoru obstaja ta neka čudna in celo malo zastarela delitev poezije na tisto, ki je družbeno kritična ali pa usmerjena v kritiko družbe, in tisto, ki ni. Ne? In seveda je ta delitev, mislim, fantazija, iluzija, če ne kar laž. Ne? Tako da ja, kot je rekla Ana, seveda se poezija ves čas odziva na družbeno in politično dogajanje. To dogajanje je lahko precej naporno, lahko si mislimo, da bi radi v bistvu malo odstopili stran od tega, se malo spočili, mogoče napisali kakšno pesem o jutranji zari, pa cvetju, pa rosi, pa tako naprej. Ampak to bo spet, kot je Ana nekako nakazala, samo odziv na družbeno-politično dogajanje. Kajti, kot sem rekla, ne moramo izstopiti družbe, saj smo v družbi. A ne? In mogoče bi sam, a ste hoteli kaj reči? Pravim, razmišljam, kako bi poezija sploh bila družbena kritika. Vse to je nesmiselno. Ne? Po čem je to nesmiselno? Nesmiselno v tem smislu, da lahko kritizira poezija enodimenzionalnega človeka, ne more pa biti kritika družbe. Ne? Zato imamo druge načine govorice, ki so primernejše. Mogoče se ne strinjava v tem, da so nujno primernejše od poezije. Mislim, poezija se je vsaj v zadnjih nekaj desetletij pokazala, kako izjemno obvlada soočenje z družbenimi realnostmi. Vzemimo za primer, ne vem, naprimer afroameriško poezijo, ki se je lotila svoje specifične pozicije, vzemimo indigenous poezijo, vzemimo vse situacije, kjer se avtor ali pa avtorca ali pa situacija, ki jo opisuje, v kateri je razvidna neka očitna drugost, neka očitna diskriminacija. To so resne stvari. Ljudje čutimo te stvari. Prej sem omenjala primer rasizma. To je moja tema. To se resnično dogaja. Jaz nisem na nekem drugem koncu in moji teksti niso samo neko sanjarjenje. Te stvari se res zgodijo in so precej hude in so precej močne in moji teksti, tudi če pišem popolnoma na videz ljubezensko poezijo, so vendarle kritika družbe. Kaj ti morajo biti. Če pišem ljubezensko poezijo, pomeni, da sem ujeta, da bivam v območju patriarhata, ki je grozljiv, homofobije, ki jo doživljam in je grozljiva. To so družbeni problemi. In jaz se moram na njih odzivati, saj vendar nisem kamen, saj sem živ človek, jaz to moram povedati, nekdo to more povedati. Nihče nam ne more vzeti tega. Ne se zdaj name jeziti. Saj jaz se ne jezim na vas, samo na glas razmišljam o tem, kar se pogovarjamo, daleč od tega, da bi se jezila na vas, prav nasprotno. Ampak to so skrajno resne stvari. Sicer v poeziji prav zato zelo fajn pride na voljo humor, ravno zaradi tega. Ne? Zadnje čase prav dosti berem ameriško novo LGBT poezijo, eno antologijo sem ravno brala in je fantastično, kakšen nov humor so iznajdli. Seveda, ker še vedno za soočanje pogosto s hudimi situacijami, ker so pač seveda neka vsakdanjost LGBT populacije, ampak nek specifičen nov humor, ki je fantastična sila. Tako da, ja, vsa poezija se odziva na družbeno-politično dogajanje, mislim, da ne obstaja tista, ki se in tista, ki se ne. In mogoče bi sam dodala to, da mislim, da je bilo zelo fino, če bi se tudi bralstvo mogoče razbremenilo tega ločevanja, pa tudi kritiška scena tega ločevanja na poezijo, ki je družbeno usmerjena in tista, ki ni, ker bi potem mogoče tudi bralci uvideli, da so mogoče celo nekako manj sami, ker ti dol bi padla ta razdalja med posameznikom in človekom.
In to je mogoče ena od boljših stvari, ki smo jih sposobni narediti. Ja, naš čas se počasi izteka, pa vendar bi rad odprl še dve temi. Eno mi je spet nekako nakazala Nina, namreč rad bi, da nekako pokukamo v sam ustvarjalni proces, pesniški proces. Zanima me, kaj je tisto, kar pesnika ali pesnico napeljuje k iskanju nekega lastnega pesniškega izraza, oziroma kako pesnik oziroma pesnica najde svoj lastni pesniški izraz. Ana? Iskanje pesniški izraz v mojem primeru, no zdaj res govorim samo, mislim, iz svojega pisanja ali pa iz svojega procesa pisanja. Iskanje pesniškega izraza je nekaj, kar se ves čas izmika, ne? Ko misliš, da ga imaš, potem je že znak, da se počasi poslavlja. Ne, malo se hecam. Mislim, da se mora pesniški izraz na nek tak dost super način, da je to tisto, kjer se totalno poklopita zvočnost, to kot ko nekaj pač zveni, kako je videti, ko je napisano, ne? Kaj je potem poezija, kaj pesem na papirju ali pa na ekranu, in pomen. In ko se to, ne, ko tu prije do nekega tega živega stika, potem je to izraz. Mislim, potem jaz to razumem kot ta glas, ne, lahko rečeš, to zdaj stoji. In zaradi tega, ker to lahko stoji za neko pesem ali pa za nek cikel, ne moreš pa tega potem nekih podobnih fint, če lahko tako rečem, reproducirati naprej in naprej. Mislim, da moraš za vsako neko enoto, ki jo pišeš, iznajti neke stvari na novo, vsakič znova iskati izraz, ki bo pesniški glas, ki bo ustrezen formi, vsebini, vidnemu aspektu, slušnemu aspektu. Tako da je to v mojem primeru neko nenehno iskanje. Pa nenehen seveda strah, da tega več ne bom našla. Tako da nekaj, kar je ves čas v procesu in ves čas v nastajanju in ves čas v spreminjanju. Skrbeti bi me začelo, če bi se mi zdelo, to je pa zdaj moj glas, ki je postal nekak, ki se je kristaliziral v nekaj. Meni se zdi, da lahko pišem naprej pač nove pesmi samo zaradi tega, ker vidim svoj pesniški glas kot neko tako migotajočo snov. Milan, kako ti iščeš pesniški izraz in kako veš, kdaj si ga pravzaprav najde? Fascinantno mi je, kako sem razumela Nina. Milano sem, ampak lahko pa. Mi je všeč to, kar je Ana govorila. Jaz mislim, to sem že večkrat rekel, da je pesem konfrontacija posameznika s celotnim kozmosom. In da je to neke vrste eksplozija, da je razstrelitev jaza, da nastane nekaka tema v tebi, pokaže se prazen prostor in vse, kar si kot pot k drugemu in k stvarem, se pravi čista intencionalnost, izguba, nekako prav izguba neke jasne zavesti, razvidnosti. In to je kar naenkrat pesem, to pride nazaj k tebi skozi neke zelo čudne, magične besede, skozi neko skrivnost. To je tisto, kar je rekel Dane Zajc tako čudovito, da je to iskanje izraza za spremenljivi okus vode na ustnicah. To se pravi, vsak trenutek je na nekih ustnicah čist drugačen okus
za vodo in voda ima čist drugačen okus za te ustnice. Drugega ne znam povedati. Nina, zdaj pa prosim še tebe, če nekako razložiš, kako ti iščeš svoj pesniški izraz in kako veš, kdaj si ga našla. Moraš biti potrpežljiv. Pa zdi se mi zelo dober, če ga ne najdeš. S čimer se malo navezujem na to, kar je rekla tudi Ana. Da se je fino ves čas ne zastajati predolgo pri nečem, če ni to nujno seveda potrebno. Z drugimi besedami, kako pišem, je odvisno predvsem od tega, kaj želim povedati. Hvala. Za konec pa še tole. Ne dvomimo, da bo poezija preživela, ne glede na hiter razvoj informacijskih in tehnoloških tehnologij, ne glede na družbene spremembe, ne glede na njeno družbeno vlogo in tako naprej in tako dalje, da ne naštevam. Vprašanje pa je, kakšna pa bo po vašem prepričanju poezija v prihodnje, čez naprimer 100 let. Pa bi spet ti začel, Ana, prosim. Lahko to predvidiš, lahko kaj pošpekuliraš, da tako rečem. Mislim, seveda ne morem tega predvideti, tudi verjetno pošpekulirati ne morem prav zares, ampak ena stvar, ki je meni zanimiva, pri čemer poezija vztraja, ne glede na nove medije ali pa nove možnosti nosilcev, je vers. Mislim, to, da še zmeraj ta prazen list ali pa prazen ekran, kjer potem nekaj nastaja. In ta, spet bom rekla, svoboda, ta mal norost tega, da se pušča v poeziji toliko praznega, toliko papirja, ekrana, kakršnega koli medija že bo ta medij prihodnosti, ki bo nosilec poezije. Mislim, da bo ostal, tako kot je zdaj list papirja, če odpreš pesniško zbirko v deležu, belega in črnega, večinoma bel, mislim, da bo ta praznina oziroma ta ozka sled, ki jo poezija pušča na svojem nosilcu, da je to tisto, kar bo ostalo. Torej, da bo v enem polju praznega, nepopisanega, samo ena manjšina se napolnila z besedo. Mislim, da bo to čez 100 ali pa 200 let še zmeraj tako. Hvala. Milan, isto vprašanje. Če bi hotel biti stvaren, bi rekel, to bo poezija inteligentnih strojev. Ker pa sem poetičen človek, bom pa rekel, to bo zelo dinamična, valovita in nežna stvar, kajti ne bojo jo pisali ljudje, ampak oceani. In še Nina, kako ti vidiš poezijo v prihodnje? Vedno v zgodovini je bilo mogoče najti precej ene zanimive senzibilnosti, se pravi poezije, in mislim, da se to ne bo spremenilo, samo na prava mesta je treba pogledati. Hvala. Zdaj pa predlagam, da če imate kakšno vprašanje, da ga zastavite mojim gostom, tako da zdaj na tej točki odpiram debato tudi za tukaj prisotne. Tako da prosim, če ima kdo kakšno vprašanje, smo na voljo. Ne? Je to res? Tudi po spletu ni nihče zastavil nobenega vprašanja. Ja, nič, potem pa zaključimo to 4. beletrinino debato z naslovom Vloga poezije danes. Seveda smo to besedo vloga nekako zrelativizirali, pa vendar. V pogovoru so sodelovali, naj ponovim, Nina Dragičevič, Milan Dekleva in Ana Svetelj. Pogovor sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Hvala.
hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.